MG-ja ni več, naj živi MG. No, tole smo objavili pred 3 leti, ko se je znamka MG ponovno začela prodajati v Sloveniji in takrat je bilo v hipu jasno, da je projekt izredno velik, ampak dajmo, da nadaljujemo zgodbico. Znamka MG pomeni Morris Garages. Kajti zgodba se je začela davnega leta 1921, ko se je v Morrisovi garaži zaposlil Cecil Kimber. Človek z vizijo, kako te Morrisove avtomobile narediti tržno bolj prodajljive, kako jih narediti tržno bolj privlačne, kako naj bi se bolje prodajali. In ja, že takrat so vedeli, da imajo kupci veliko raje športne avtomobile, bolj karakterne avtomobile, bolj živahne. V manj kot desetletju je znamka MG nato postala bistveno večja od podjetja, ki je omogočilo zagon, ampak v nadaljnjih desetletjih pa je znamka MG šla skozi številna zelo turbulentna leta. British Motor Corporation, British Leyland, Rover, MG Rover, Austin in celo BMW. Vsi so si je lastili, ampak v resnici noben novi šef ni v resnici vedel, v katero smer bi moral znamko MG zapeljati, da bi mu prinašala dobiček. Vsi so namreč želeli reproducirati avto, s katerim je MG postal velik. Torej roadster, mali, športen, dinamični avto brez trephe, tip avtomobila, ki ga je definiral prav MG. Ampak kot kaže danes, je znamko MG očitno moral kupiti outsider. Nekdo, ki je bil povsem neobremenjen s tem, kaj je MG včasih pomenil. No, bom na tem mestu odrezal. Ko pa boste kliknili na ta video in ga pogledali v celoti, boste izvedeli seveda, da je novi MG kitajski, ampak da ta kitajski outsider resnično ve, kaj dela. Šele s Kitajci je MG končno začel spet obetati in danes res obeta samo še več. Potencial je v bistvu tako velik, da so se za to angleško, nekdaj angleško znamko začeli hitro grebsti tudi tukaj v Sloveniji in zdaj je prav v Sloveniji prevzel veliki avtomobilski trgovec z razvejano mrežo, to je isti trgovec, kot ima od jeseni naprej tudi Renault, pa Dacia, pa Nissan. Seveda gre za podjetje Grand Automotive, izraelsko podjetje, ampak več o tem podjetju bomo takrat, ko bom končno dobil tisti termin intervjuja. No, za danes pa samo informacija, da so vmes električni ta model že faceliftali, pa pripeljali so tudi še en mal večji model, ki izgleda skoraj kot Audi Q5, pa kot mal GLC-ja, pa še kakšen BMW-ov element najde, pa še kakšnega Kadžarja. No, ampak o vseh teh modelih bomo, prepričan sem, še zelo veliko govorili. No, se vidimo jutri. Mogoče dodam samo še to, da komaj čakam soboto.